koliko zvončkov, a ste jih vi posadili? Ne, ti zvončki rastejo pa že od nekdaj tukaj v botaničnem vrtu. Res pa je, da jih je vsako leto več, ker se sami tudi širijo. Mi počakamo, da ko zvončki odcvetijo, naredijo semenske glavice padejo na tla in potem, ker ima vsako seme nekaj sladkega, mravlje ta semena raznesejo po celem vrtu in zato jih je danes toliko, kot jih vidite tukaj. Ali je zvonček prva rožica, ki spomladi pride ven? Včasih zvonček pokuka že po zimi in sicer meseca decembra. Na Primorskem, kjer je prej tudi toplo, so zvončki že decembra, no potem se razširijo pa tudi tukaj. A zvončko tukaj po zimi nič ne zebe? Ne, čisto nič jih ne zebe, ker so zvončki tako prilagojeni na tale mraz, da imajo v sebi snov, ki prepreči, da bi zmrznili, a ne? Zato se zvončki samo zaprejo, cvete skupaj, v sneg, pa dežne kapljice zdrsijo dol in zvonček tako počaka na sonček, ko se zopet odpre. Kaj pomeni, da so zvončki v naravi zaščiteni? To pomeni, da zvončkov v naravi ne smemo kopati, se pravi čebulice, a ne, da bi jih odnesli iz narave in dali kam drugam. Se pravi, jih moramo pustiti točno tam, kjer rastejo, kar pa lahko naredimo, a ne, ker jih je vseeno mnogo, da naberemo kakšen šopek, toliko, koliko lahko stisneta med dva prsta. Lahko zvončke tudi jemo tako kot trobentice. Ne, to pa ne, zvončki so strupeni, tako da cela rastlinica je strupena, od čebulice do cveta, zato zvončke pustimo, tudi če jih že kdaj naberemo, si moramo potem umiti roke. Kako izgleda zvonček? Kako ga prepoznamo? Ima dva takšna suličasta lista, potem ima takšno stebelce, tukaj še dva lista, ki mu pravimo podporna lista cveta, kot tako štrlita, ko je takšen zajček, a ne, nad cvetom. No in pa po belem cvetu, ki daje videz zvončka. Danes, ko je slabo vreme, ko dežuje, so cvetovi zvončkov zaprti zaradi tega, da zaščitijo notranjost. Vsak cvet zvončka je sestavljen iz dveh cvetnih krogov in sicer zunanji krog, ki ima tri takšne dolge cvetne lističe, a vidite tukaj, ki obdajajo, no in v sredini je še en krog cvetnih lističev, tako kot krona, ki ima vedno takšne znakce, lise, zelene, v sami notranjosti, a ne, so pa še prašniki, takšni rumeni se odprejo. No in tukaj prav na dnu prašnikov se pa skrivajo medovniki, tam, kjer se nahaja nektar in potem čebelica, ki prileti v takšen cvet, z jezičkom poišče medovnike, posrka nektar in ga odnese v panj. A so to različni zvončki? To je pravzaprav še vedno vrsta navadni mali zvonček, ki pa je tako, kot smo mi danes tukaj, lahko zelo različna, a ne? Tudi mesi nismo podobne, tako ni nujno, da so si vsi zvončki med seboj podobni. Zato so eni lahko malce zeleni z belo kapico ali pa celo beli z zeleno kapico ali recimo takšni, ki sploh niso videti kot zvončki, kot nekakšni lampinjončki. To so razlike še vedno v vrsti navadni mali zvonček. To je knjiga o zvončkih? Tako je, napisali smo celo knjigo o tem, kako so si zvončki med seboj različni. To bi lahko bil veliki firpcolog, pa pač po latinsko bi lahko bilo tako firpcologus grange. Odlično. Ta bi lahko bil mali firpcolog, pa po latinsko bi bil pa firbec. Odlično. A res bomo zvončke sadili? Seveda, ravno za vaju in današnji obisk bomo posadili tudi zvonček, ki boste lahko nesli domov. Jej! Ampak seveda, da posadimo zvončke, moramo tudi nekaj vedeti, kako se sadi. Posadili jih bomo v glinene lončke in zaradi tega, da nimajo preveliko vlage v svojem lončku, potem ko rastejo, damo na dnu takšne kamenčke, to se imenuje drenaža. Če slučajno malo preveč zalijemo, naši zvončki oziroma čebulice ne bodo v vodi. Sedaj vam bom v lonček nadevala še prst, se pravi zemljo, takole. Prst. Tako. Sedaj bomo pa pogledali, kakšen je zvonček v notranjosti, to, kar raste v zemlji. Evo, poglejta, ima takšno čebulico, že zelo lepe koreninice, No in vsaki bomo dali dva zvončka. Evo, tebi dva. Naredimo takšno luknjico s prstom.
enega v eno luknjico in še potem malo takole, ja, najprej S bomo prsti, ja. s prsti pritisnemo, tako, malo potresete. Wow! A ne? In zdaj je lonček lep, zvončki so posajeni in pa rastlina ne bi rasla, če jo ne zalijemo. Seveda pa potem najraje raste, če je možno, v zemlji, v naravi, tako da ko bo odcvetel, ga pa lahko presadite na vrt. Babi na vrt. Tako.